Vsem želim lep dan in pozdrav v studiu TV Slovenija, kjer so zbrane novinarke in novinarji z vprašanji za naše goste. Jutri, v soboto 9. maja, praznujemo dva praznika, Dan Evrope in Dan zmage. Pravzaprav smo, oziroma so do lani lahko proslavljali dva in se ob njih politično tudi delili. Letos so praznovanja zaradi pandemije drugačna, predvsem bolj virtualna, manj osebna in tudi manj izključujoča. A prav je, da povemo, da je Dan Evrope v zahodnji Evropi 8. maja, kajti kapitulacija Nemčije je bila podpisana 7. maja. Le v Jugoslaviji in Sloveniji je stvar trajala bistveno dlje, en dan dlje, do 9. maja, ko je kapitulacijo podpisala še von Lerova skupina za nemško vojsko oziroma general von Ler, na drugi strani pa partizanski general Dolničar. Datuma se ne prekrivata naključno, saj je prav na ta dan, ko se je končala druga svetovna vojna v Evropi, na dan zmage pred 70 leti Robert Schuman, oče Evropske unije, predstavil deklaracijo, s katero je predlagal ustanovitev Evropske skupnosti za premog in jeklo. 5 let po koncu največje morije svetovnih dimenzij je preteklost pustil za seboj, da bi se na napakah in strahotah preteklosti soočil s prihodnostjo na način, ki je bil daleč od samoumevnega. Pravzaprav nasprotno. Razmišljal je, kot bi rekli danes, out of the box. Utemeljil je drugačen način razmišljanja, ko se je po krvavi moriji svetovnih dimenzij do Evrope in za Evropo usmeril njeno prihodnost. Skupnost predstavlja temelj, na katerem je zrasla Evropska skupnost in na koncu razširjena Evropska unija, kot jo poznamo in živimo oziroma doživljamo danes. Schumanova ideja se zdi preprosta, a vse velike ideje so v svojem bistvu preproste in zato tudi uresničljive. Kako na pogorišču Evrope po drugi svetovni vojni vzpostaviti drugačno in bolj pozitivno usmerjeno skupnost, katere bistvo je, kot se je takrat izrazil Schuman, skupnostna solidarnost, ki temelji na skupnih vrednotah in načelih preseganja ozkih državnih nacionalizmov in interesov. Vse te politične sanje in uporabil bom pojem čez državno vizijo prihodnosti, je predstavil s ciljem, da se morje svetovnih in številnih drugih vojn pri nas v Evropi nikoli več ne bi ponovil. Po 70 letih se moramo pokloniti, saj brez vsakega dvoma lahko rečemo in moramo mu priznati, da mu je evropsko idejo uspelo predstaviti, zagovarjati, na njej vztrajati in vojna se v Uniji res ni ponovila. Zapleten in ničkolikokrat kritiziran ustroj Unije in način njenega delovanja, tako imenovani sui generis, pa se še vedno zdi, da kljub številnim zastojem, blokadam, padcem, krizam in velikokrat neprespanim nočem na koncu najde pot, ki pripelje do soglasja in rešitve, ki je vedno politični kompromis. Odločitev je vedno solidarna do vseh njenih članic, saj je tisto, kar je dobro za vse članice, dobro tudi za vsako posamezno članico. Ni posameznih zmagovalcev. Nikoli ne zmaga posamezna država, posamezna ekonomija, ena kultura. Na koncu vedno zmaga Unija. Nobena država članica ni otok, pa čeprav je v geografskem smislu lahko res tudi otok. Tudi otoške države so med seboj in z drugimi celinskimi državami med seboj vedno bolj povezane in še kako medsebojno odvisne. Slovenija je polnopravna članica Evropske družine že 16 let. Članstvo v njej smo sanjali, zanj smo si prizadevali, na poti k njej smo se prilagajali, spreminjali, dozorevali in na koncu smo se zanjo z veliko večino, skoraj z 90% za, odločili na referendumu. Republika Slovenija je tako od 1. maja 2004 tudi uradno doma v Evropi, katere del je kulturno vedno tudi bila.
Evropa oziroma EU ni v Bruslu, Evropa niso evropske inštitucije in zapleteni birokratski hodniki, Evropa smo mi in vse države, ki družino evropskih držav sestavljamo. Sam sem bil v 2 mandatih poslanec v Evropskem parlamentu, zato lahko iz prve roke povem, da ne tako redke diskvalifikacije, kot na primer trditve, da se odločitve sprejemajo brez nas, zagotovo ne držijo. Slovenija ima svoj glas, ki ni nič manj vreden, kot je vreden glas Nemčije, Finske ali Estonije, je pa vedno znova predvsem od nas samih odvisno, kako glasen bo naš glas, kako argumentiran in artikuliran bo in koliko bo tudi slišan. V zadnjih letih velikokrat slišimo kritike na račun Unije, pa ste kdaj vprašali, kako bi nam bilo, če ne bi bili del evropske družine? Bi naše gospodarstvo raslo tako uspešno in preživelo brez evra? Bi se naši otroci lahko toliko šolali na univerzah po Evropi? Bi bili naši računi za mobilno telefonijo bolj vzdržni brez Evropske unije? Kaj bi brez Schengna in prostega pretoka oseb, brez storitev, pretoka oseb, storitev, kapitala in blaga? Če naštejem samo tiste najbolj očitne navidezne dileme. Slovenija ni otok in sami bi v hitro spreminjajočem se globalnem svetu veliko teže preživeli. A vrnimo se nazaj v čas pred Schumanovo idejo. Bil je čas vojne, trpljenja, pobijanja in umiranja. Konec svetovne morije se ni zgodil sam po sebi. Omogočil ga je vojaški poraz na eni in zmaga na drugi strani. Porazi se redko slavijo, zmage veliko pogosteje. Poražena sta bila fašizem in nacizem. Iz pepela vojne so z evropsko idejo zrasle generacije Evropejcev, ki smo se jim pridružili tudi mi, Slovenci in Slovenke in drugi naši sodržavljani. A predtem so bile izven Unije tudi vojne, tudi pri nas, v tej regiji, v nekdanji Jugoslaviji. Tudi komunizem se je na koncu izpel. Politično je bil poražen in ekonomsko presežen. V današnjih časih bi lahko uporabili aktualen medicinski izraz, da je izzvenel. Prišli so novi časi, ki jih živimo danes. A niso prišli sami po sebi, tudi pred 30 leti je bilo potrebno razmišljati out of the box, tako razmišljanje je bilo potrebno uveljaviti, na koncu pa tudi braniti, celo z orožjem. Čestitam vam ob dnevu zmage, ki je omogočil dan Evrope, zato vsem čestitam predvsem ob dnevu Evrope. Proces širitve Evropske unije pa se mora nadaljevati, kot je v svojem nastopu pred 2 dnevoma na konferenci voditeljev Evropske unije poudaril predsednik vlade Janša. To velja tudi ob dejstvu, da se je žal Združeno kraljestvo pred kratkim odločilo za samo osamitev oziroma samo izločitev. Danes se bomo ob upoštevanju okoliščin in posledic, ki jih je prinesel COVID, pogovarjali o Evropski uniji nekoliko drugače. Najprej vas bo nagovoril minister Zvone Černač, odgovoren za kohezijo, saj je prav kohezija tista velika, dodatna vrednost, ki pojasnjuje, utrjuje in vsakomur približa bistvo evropske solidarnosti. S finančnimi sredstvi iz proračuna Evropske unije, ki jih prispevajo bolj razvite članice za razvoj manj razvitih članic, namreč zmanjšujemo razlike in zaostanek med državami, med regijami, med mestom in podeželjem, med celino in otoki, med kvalitetami uslug, med nivoji opremljenosti in usposobljenosti uprav. Kohezija nas povezuje in združuje. Za njim pa bo v vlogi Evropske unije pri soočanju z epidemijo spregovorila tudi profesorica doktorica Bojana Beović. Oba bosta odgovorila tudi na vprašanje novinarjev iz studia TV Slovenija. Pred kamere in mikrofone sedaj vabim ministra Zvoneta Černača. Prosim. Spoštovani, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Zaradi narave dela služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v preteklih 2 mesecih ni bila v prvih bojnih vrstah pri soočanju s kriznimi razmerami, ki so nastale zaradi pandemije, smo pa skupaj z ostalimi resorji pripravili podlage za izhod iz nje.
predvsem na področju uporabe sredstev evropskih strukturnih skladov za odpravo posledic, ki so nastale zaradi pandemije, in za vzpostavitev podlage za zagon predvsem okoljskih in infrastrukturnih projektov, kar lahko vsaj delno pomaga pri manjšem upadu gospodarskih aktivnosti, ki se napoveduje za letošnje leto. Ob tem pa želim seveda poudariti, da bo potrebno razvojni cikel države za okrevanje po trenutni krizi načrtovati z vsemi možnimi razpoložljivimi viri in se ne zanašati samo na evropska kohezijska sredstva. Izvajanje evropske kohezijske politike je, kot vemo, podvrženo strogim formalnim pravilom, administriranju, velikokrat pretirani birokratizaciji, kar pa je do neke mere razumljivo, še posebej v primerih, ko tisti, ki daje več kot prejme, pričakuje zagotovilo, da so sredstva namensko in gospodarno porabljena, ter da so z njihovo uporabo doseženi optimalni cilji. Kriza, ki je v celotnem evropskem prostoru nastala zaradi pandemije, pa je zahtevala hitro in učinkovito ukrepanje, tudi na nivoju institucij, ki tega ukrepanja niso vajene. V enem delu pa ukrepanje ni bilo učinkovito, bilo je prepočasno, neusklajeno, precej anemično. Govorim predvsem o področju kriznega upravljanja, kjer je na koncu iniciativo prevzela predsednica Evropske komisije sama. Na področju evropske kohezijske politike pa smo bili soočeni s povsem drugačno pozitivno izkušnjo. Na pobudo komisarke Elize Ferreira in Evropske komisije sta bila v marcu in aprilu v okviru Evropskega parlamenta sprejeta dva svežnja uredb, ki sta omogočila sprostitev in prerazporeditev sredstev evropskih strukturnih skladov za pokritje povečanih potreb držav članic na posameznih področjih zaradi pandemije. Tukaj bi želel poudariti, da ni šlo za dodatna sredstva, pač pa za sprostitev zapletenih administrativnih mehanizmov za koriščenje sredstev iz obstoječe finančne perspektive in posameznih ovojnic za nove potrebe. Omogočeno je bilo 100% financiranje, upravičenost stroškov od 1. februarja letos dalje, odpravljeni so bili številni zapleteni mehanizmi, kljub temu pa mora biti zagotovljena namenska in gospodarna poraba sredstev, ki je v vsakem trenutku podvržena tudi večplastni reviziji oziroma kontroli. Poleg sprostitve dela sredstev so bila za likvidnostno pokritje povečanih potreb sproščena tudi sredstva predplačil, kar v primeru Slovenije pomeni 200 milijonov evrov dodatnega likvidnostnega potencijala. Skupaj z vsemi ministrstvi smo do konca marca preverili obstoječe programe in v preteklem mesecu na ta način zagotovili podlage za prerazporeditev 280 milijonov evrov sredstev za potrebe povečanih potreb zaradi pandemije. V mesecu aprilu je bil tako spremenjen operativni program 2014-2020, katerega sprememba je bila na odboru za spremljanje potrjena konec aprila. Zaradi tega se z tega mesta želim javno zahvaliti vsem deležnikom, ki so razumeli pomen sprememb, za njihov hiter odziv in podporo, tako Združenjem občin kot Združenjem gospodarskih subjektov in vsem ostalim partnerjem, ki sodelujejo v okviru odbora za spremljanje in izvajanje operativnega programa tega programskega obdobja.